Dober dan, še enkrat vsem skupaj. Hvala lepa za povabilo. Sem edina etnologinja tukaj med vami in se zelo veselim, da vam predstavim tematiko, ki sem jo nekako obravnavala skozi nenavadne pisne vire, tudi za etnologijo nenavadne pisne vire. Namreč gre za rabo smole in smolarjenja, kakor je izpričana v nekih mitoloških ali pravljičnih virih, poleg tega pa seveda je izpričana še v drugih bolj konkretnih virih, da tako rečem. V današnjem predavanju bi vam želela predstaviti samo to definicijo gozdnega nabiralništva, ki pač je neka klasična definicija, ki jo uporabljamo v etnologiji, potem vire na kratko, kaj je to smolarjenje, kaj je industrijsko smolarjenje, potem kakšno je smolarjenje kot drugotni vir dohodka in pa nekaj besed bi še povedala o smoli v ljudski medicini in veterini. Če grem zdaj k tej prvi definiciji, torej pri tem nabiralništvu gozdnem bi se ustavila, lahko ga razdelimo na nabiranje treh različnih snovi v gozdu. Prve so rastlinske, druge so živalskega izvora in tretje bi bile mineralnega izvora. Nas seveda zdaj tukaj najbolj zanimajo te rastlinskega izvora in v preteklosti namreč je bilo nabiralništvo ena od oblik, ki je bila zelo pomembna za vsakodnevno kmečko gospodarjenje. Namreč gozd je poleg lesa dajal tudi stranske produkte, kot so lubje, storži, mah, listje, praprot, podrast recimo za steljo, potem suho odpadlo vejevje oziroma dračje za kurjavo. Z nabiralništvom pa iz gozda pridobimo tudi zdravilna zelišča, jedilne rastline, na primer regrat, koprive, sladke koreninice, gobe, kostanj, jagodičevje, bezgove in akacijeve cvetove za cvrtje, divji hmelj za pivo, brin, divje češnje, divja jabolka za pridelavo mošta, kisa in žganja. V preteklosti so ponekod nabirali tudi kresilne gobe, bukov žir za krmo ter za olje, želod za krmo ter kot nadomestek za moko, mešali pa so ga tudi s cikorjo, potem brezov sok in na koncu smolo. Nabiranje za kultne in magične namene recimo je bila dejavnost, pri kateri so z nabiranjem, rezanjem, sekanjem in trganjem rastlin pridobivali snovi za okraševanje, oblikovanje in sestavljanje predmetov, uporabnih pri obrambnih šegah in navadah seveda. Poleg tega so z nabiranjem prožnih in močnih vej, protja, dobili tudi material za stavbarstvo, za obrtne dejavnosti, pletarstvo in tako naprej. Če samo omenim dvoje živali, za katere sem jaz našla vire in jih lahko tudi smatramo kot del gozdnega nabiralništva, bi to bile mravlje oziroma mravljinčje bube. To je zelo izpričano za področje Pohorja, imamo veliko virov o tem, in pa potem kot drugo škorpijone, tudi za področje Pohorja. In zdaj, če grem k samemu smolarjenju. Kaj je to? Torej, to je ta oblika nekdanjega nabiralništva, ki so jo prakticirali približno do 60. let 20. stoletja. Torej, smolarjenje je nabiranje smole iz zares ali iz mehanskih poškodb na iglavcih ter nabiranje že deloma na zraku posušene smole z dreves. Torej, drevesa izločajo, kot veste, to lepljivo gosto smolo na mestih, kjer je lubje oziroma les poškodovan. Recimo poškoduje se pri sečnji, če recimo veje padajo na deblo, poškoduje se v raznih vetrolomih in tako naprej. In s to smolo se drevesa ščitijo pred okužbami, pred škodljivci in pred vremenskimi vplivi. Domača gospodarska dejavnost nabiranja smole je razvidna predvsem iz nekih fragmentarnih in zelo razpršenih virov, ki jih je pravzaprav zelo težko dati na en skupni imenovalec. Zlasti je razvidna iz slovstvene folklore, iz literature, iz objavljenih življenjskih zgodb ter seveda iz nekih gozdarskih virov v gozdarskih revijah recimo. Ti viri poročajo, da je bila smola iglavcev v predindustrijski dobi uporabna v domačem gospodarstvu, ljudski medicini in industriji. Zdaj, vsi ti viri navajajo različne načine in uporabe smole.
recimo za konec 19. stoletja, za začetek 20. stoletja, ampak nekega sistematičnega popisa pa seveda tukaj ne moremo najti. Je tudi, recimo življenjske zgodbe tudi mogoče niso tako strukturirane in drugo to gradivo slovstvene folklore ni tako strukturirano, da bi lahko neposredno podatke dobili, tako da je tukaj potrebno bilo zelo veliko brskanja. Skratka, vsi ti fragmentarni viri o smoli, smolarjenju in rabah v gospodarstvu ter ljudski medicini se nanašajo pretežno na 19. stoletje, na prvo polovico 20. stoletja. Zato je pravzaprav res metodološki zalogaj, kako vse te podatke spraviti skupaj. Zdaj, kakšni so postopki smolarjenja? Imamo opis smolarjenja iz leta 1947, takrat so v Sloveniji še smolarili in postopek je bil naslednji. Avtor pravi, če zarežemo bor, smreko ali macesen, se rana kmalu prekrije z lepljivo tvarino smolo. Po nekaj dneh se smola na njej strdi in zavaruje drevo pred izgubo drevesnega soka, pa tudi pred gnilobo in drugimi boleznimi. Med borom in smreko pa so bistvene razlike. Pri boru smola obilno zalije rano, dotok smole pa hitro pojenja in se že po 1 do 2 dneh popolnoma ustavi. Če rano po nekaj dneh spet osvežimo, se bo smola spet obilno cedila. V smreki pa smola še kar naprej teče, rane ne moremo pospešiti. No, macesen se spet na rano odzove podobno kot bor, vendar v mnogo manjši meri. In seveda zdaj bistvo tega smolarjenja je, da mi v drevo zarežemo in zarezo vsake toliko osvežimo, da bo ta smola lahko iztekala. Zdaj seveda so razlike med drevesi, kakšni so ti smolni kanali, zdaj teh konkretnih gozdarskih stvari vam mogoče tukaj ne bi razlagala, ampak želim pa povedati, da je bilo to smolarjenje ne samo za domačo rabo, pač pa tudi za neko ekstenzivno rabo in tukaj vam bom v nadaljevanju predstavila nekaj fotografij takega ekstenzivnega pridobivanja smole. Imamo neke statistike o tem smolarjenju že pred drugo svetovno vojno. Če samo tako okvirno povem, da si predstavljate, kakšne so številke, niso pa primerljive po letih, to že kar opozarjam, je recimo leta 1938 bilo v svetu pridelanih 850 tisoč ton smole. Od tega jih je 500 tisoč ton pridelala Amerika. Vir ne pravi, katera ali obe ali vse tri ali samo severna, skratka tega podatka nimam. V Franciji so pridelali 200 tisoč ton, na Portugalskem 50 tisoč ton, v Španiji 35 tisoč ton, v Grčiji 28 tisoč ton in tako naprej. Gozdno gospodarstvo Maribor pa je leta 1950 pridelalo 25 ton smole. Skratka, to so zdaj takšne razlike. Seveda, gozdno gospodarstvo Maribor je mnogo manjše kot cela Amerika ali cela Francija, ampak vendarle samo toliko za to okvirno predstavo. Ekstenzivno nabiranje smole je tudi konec 20. stoletja še potekalo in sicer pretežno v tistih državah, kjer je že itak nizka cena delovne sile, torej na Filipinih, na Kubi, v Hondurasu. Če kot zanimivost mogoče samo še povem, da tudi ne moremo govoriti samo o tej vrsti smole, torej ziglavcev, ampak da pridelujejo države tudi drugo smolo za drugačno rabo. Recimo prav gotovo ste že v Grčiji pili rezino, to se pravi to njihovo vino, ki je obogateno smolo, kjer na 100 litrov vina dodajo kilogram smole in ima to vino potem tak poseben smolnat okus, ne? In predstavlja 40% vse vinske proizvodnje v Grčiji, ne? Zdaj, kakšno desetletje po drugi svetovni vojni je bilo v tedanji Federativni ljudski republiki Jugoslaviji predpisano obvezno smolarjenje in v tem času je bilo nabrano nekaj 100 ton smole, ki so jo uporabljali v kemični industriji, v milarski industriji, v papirni industriji, ladjedelstvu, parketarstvu, farmaciji.
Leta 1946 pa je Slovenija začela v večjem obsegu z industrijskim smolarjenjem. In središče je bilo v Prekmurju na Dravskem polju, na manjših površinah se je pa izvajalo že prej. Recimo na Dravskem polju že leta 1938 in tam so pač smolarili na črnem, rdečem in zelenem boru. Iz teh poskusno smolarjenje so opravljali za tovarno smolnih izdelkov Pinosa iz Rač, in ta je od leta 1935 izdelovala različne smolne proizvode. Tale, ki ga zdaj vidite, sicer ni proizvod prav te tovarne. Ta tovarna se je potem v svoji zgodovini velikokrat preoblikovala, potem je začela izdelovati herbicide, potem seveda je propadala nekaj časa je obratovala v zmanjšanem obsegu, danes se več ne imenuje Pinus Rače, po katerem je bila znana, Pinus, torej latinsko ime za bor, ampak se imenuje s tem tujim imenom, kot ga tukaj vidite, in pravzaprav svojo prvotno proizvodnjo nima več nobenega stika, in lastniki so postali Američani in tako naprej, da ne razlagam zdaj, kaj se je s to tovarno dogajalo. Torej, poleg tega industrijskega smolarjenja je vzporedno potekalo tudi smolarjenje za domačo rabo, za samo zdravljenje in za druge potrebe kmečkih gospodarstev. In seveda zdaj bi še tukaj vidite te grozne posnetke, saj lahko grem naprej, če so komu pregrozni. Namreč ne gre samo za to, da se smola nabira v tekočem stanju, smola se lahko tudi nabira takrat, kadar se posuši na deblo. In tukaj recimo sem jaz nabrala nekaj smrekove smole lansko zimo, torej po zimi jo je najlažje nabrati, ker se ne zlepi na prste, ne? In recimo take koščke smole so viri spričujejo, da so recimo takšno smolo uporabljali v začetku 20. stoletja na Gorenjskem, pa verjetno še kje, namesto nekega žvečilnega gumija, to se pravi kot nek osvežilec daha, recimo, ne. Jaz zdaj to smolo uporabljam drugače. Potem še na eno stvar bi opozorila, Surš nudi zdaj bogate podatke, in jaz sem šla malo pogledati, če nudi kakšne podatke o smoli, in seveda imamo zelo veliko priimkov na Slovenskem, ki izpričujejo nekdanjo gospodarsko dejavnost smolarjenja. Imamo priimek smole, okoli 600 priimkov, smolej, okoli 400, smolič, smolnikar, smolar, smolak, smolčič, smola, smolec, smolnik, recimo, ne. Ta je, recimo, ima samo frekvenco 16 priimkov, ne. Poleg tega imamo krajevna imena. Smolnik je recimo krajevno ime na Pohorju, ki je bilo izpričano že leta 1289 in potem stoletje kasneje približno pa viri navajajo že spodnji in zgornji smolnik, kar meni daje vedeti kot etnologinji, da je najbrž tam bila zelo aktivna ta dejavnost nabiranja smole. In potem imamo še nekaj drugih krajevnih imen, ki so tudi povezani s tem. Potem na tretjem mestu imamo pa zdaj ustne vire, ne? To je tisti vir, s katerimi mi v etnologiji največkrat operiramo, ne? Ti viri, ki govorijo o smolarjenju, o nabiranju smole, govorijo pretežno do časa 60. let prejšnjega stoletja. Recimo, otroci nekdanjih gozdarjev z Lobnice na Pohorju so za domačo rabo nabirali smolo z borov, smrek, jelk in so hodili vse do Areha in Glažute. Torej, na enak način v drevesa so zarezali zareze v obliki črke V, pod zareze so privezali ali pribili kovinski lonček in potem so čakali od marca do nekako do jeseni, da se je tja not natekala smola. Seveda morate vedeti, da se je v tem času na to smolo tudi nalepilo še kaj žuželk, pa je še kaj drugega zraven padlo, tako da so potem v postopkih predelave te smole morali najprej smolo toliko segreti, da so jo lahko očistili, ne? Ampak zdaj v teh postopkih vam ne bom govorila. Mogoče bi samo omenila en postopek, ki vam je verjetno znan,
recimo, ko so doma klali prašiče, so jih morali sharati, to pomeni, da so morali odstraniti dlake z njih in to so naredili s pomočjo vroče vode in s pomočjo bodisi zdaj nabrane smole, potem pa, ko je bila že na voljo kolofonija, ne, pa so to kupovali recimo v zadrugah in tako naprej. In ponekod še to kolofonijo vedno uporabljajo. Potem poleg tega recimo ta isti pohorski vir izpričuje, da so otroci recimo nabirali jelkino smolo, in sicer tudi pri jelki so poskušali tiste majhne kroglice, ki so se iztekale iz jelkovega drevesa, prebosti in jih zajeti v kozarček. In recimo to so počeli otroci kakšno celo poletje in čez poletje jim je recimo uspelo nabrati deci ali dva te jelkine smole in ti viri potem poročajo, da so jih prodajali zdravniku v dolini v Rušah. Torej, ta zdravnik je že vedel, kaj bo s tem počel, ampak sami viri niso znali povedati, kaj pravzaprav so s to smolo potem zdravniki počeli. Seveda, zdaj sem kot Mariborčanka, verjetno slišite, ne, da sem nekaj o Pohorju povedala, ampak tudi na Gorenjskem imamo izpričano smolarjenje. Recimo Peter Bohinjec, to je bil duhovnik in pisatelj, je leta 1912 v Gorenjcu v političnem in gospodarskem listu objavil zgodovinsko povest Za poklicem in v njej opisuje mladega, lažnivega smolarja, ki po gozdu nabira smolo ter spretno oglašuje in prodaja smolne maže za mazanje vozov za majhen denar. Potem, prav gotovo se spomnite, da prvi slovenski roman Deseti brat iz leta 1866 tudi opisuje dolenjski lik tega smolarja Martinka Spaka, torej to je ta Deseti brat, in iz opisov na več mestih je deloma razvidna tehnika smolarjenja, to se pravi zasekavanja smrek, nabiranja, kuhanja in prodajanja smole. Smolarska dejavnost recimo je bila vpletena tudi v zgodbe, ki jih pripoveduje Krjavelj. Samo tako za pokušino, recimo Krjavelj je smolo bral po hosti, ter jo prekuhaval in prodajal kmetom, da so si kola mazali. Ali pa Krjavelj ni nič posebnega počenjal, smolo je bral, kislega mleka hodil gospodinu vas prosit, smolno olje prodajal po 2 krajcarja funt. Ali pa dopoldne sem smolo bral po smrečju, še košek sem bil doma pustil in moral sem si narediti kožico iz brezovega lubja. Komaj pol sem bil nadrgnil pri tisti debeli smreki. Potem Krjavelj stopi za korak naprej in pravi: Gospod Grajski, ko bi kaj smolnjaka za kola potrebovali, zdaj imam prav dobrega. Tak je kot olje, kakor laneno olje, ni zgoščen, ne voden in vam ga dam prav poceni, zato ker ste vi. Krajcar bom odmaknil pri 2 funtih in še je tega v Jurčiču. Zdaj sem malo še bolj teatralno poskušala in plastično predstaviti. Skratka, da ne v nekem znanstvenem jeziku povem, ampak da povem v jeziku ljudi, kako so se o tej smoli pogovarjali. To je bil zdaj moj namen tega, ne? No, zdaj seveda, če gremo mogoče k temu zelo na kratko, ker tega je res ogromno ljudskemu zdravljenju, ne? Torej ljudi in živali. Iglavci so zelo uporabni v ljudski medicini. Če govorimo o sami smoli, se uporablja na 2 načina in to je izpričano na več celinah, recimo pri Indijancih, severnoameriških, pri Laponcih, v turški ljudski medicini in tako naprej. In torej ta 2 načina sta takšna. Eno je, da se smola uporablja kot obloga na neke rane, poškodbe, manjše poškodbe in te poškodbe se zaradi snovi, ki so v smoli, potem tudi hitreje celijo. Drugi način pa je oralno uživanje, ne? Zdaj, bodi si delal iglavcev, to se pravi v tem primeru recimo vidite, da se tudi čaj da narediti in je prav dober, ne? Bodi si pa tudi smole, ki se jo recimo tudi v nekih napitkih lahko uporablja. Zdaj, o teh konkretnih etnobotaničnih raziskavah vam ne bi toliko govorila, ker tega je res ogromno in zdaj mislim, lahko pa povem, da je zdaj čas
ko je recimo v Severni Ameriki pravi preporod tega ponovnega oživljanja teh starih nabiralniških praks in potem nekega sodobnega prirejanja za današnje življenje. In tega je polno na YouTubeu, nekih nasvetov, kaj se vse da početi s smolo in tako naprej. Recimo bi pa to omenila, tale verjetno slika, mogoče, no ali pa ne vem, verjetno ali pa mogoče vam je znana. Tukaj gre za eno božjepotno podobico napaki pri vitanju iz sredine 19. stoletja, kjer je tudi smola pravzaprav glavni protagonist te zgodbe. Na kak način? Namreč neka zelo revna družina je bila na romanju v tujini in je ugotovila, da zna romanje biti dober vir prihodka. In potem je mladenič iz te družine splezal na smreko v bližini hiše, ki so jo imeli, in je nadev smreke, ki se je že smolila, izrezal obraz in potem je po vasi razširil govorico, da se je pa zdaj Marija prikazala. In da če bodo gledali, recimo, ko sonce sije, da se zlato sveti in tako naprej, skratka napihnje celo zgodbo. Njegove sestre so mu pri razširjanju te novice zelo pomagale in kmalu se je zgodilo, da je dejansko veliko ljudi prišlo na romanje v neko Pako, ki je bila majhen kraj, in viri iz tega časa poročajo, ne vem koliko je to sploh realno, ampak poročajo o 100.000 obiskovalcih tega romarskega kraja. In potem se je škof Slomšek zelo razjezil, ker ljudje so romali k neki smreki, namesto da bi hodili v cerkev, in je ukazal, da se ta smreka podre. Podrli so jo, ampak to seveda ljudi ni ustavilo, ampak so hodili, pa so iz tega štora pulili ven trske in so si jih jemali za svoje osebne oltarčke in tako naprej. Skratka, to je dolga zgodba. Skratka, po približno 40 letih je vendarle cerkvenim oblastem uspelo ustaviti ta naval k tej romarski smreki. In to zgodbo recimo je popisal profesor Šmitek v enem od člankov in meni se pač zdi taka zelo razgibana zgodba, prvič upor proti neki cerkveni oblasti, kar ni bilo tako običajno, še zlasti ne proti Slomšku, kajti on je bil zelo razsvetljen škof, ni zatiral ljudi, drugič pa seveda tudi, da vidite, da se tudi smola recimo na drug način lahko uporabi. In zdaj, če zaključim, to verjetno poznate, kaj je v teh kozarcih, marsikdo od vas najbrž to še sam počne. Skratka, nabiranje vršičkov, smrekovih vršičkov v mesecu maju, aprilu, odvisno pač na kateri višini nabirate, in potem plastenje vršički, sladkor do konca kozarca, puščanje na soncu 2 do 3 meseca, dokler iz tega ne priteče en zelo sladek vršičkov sok, in to je tukaj v tej skrivnostni steklenički. Kdor želi, kdor ima morda kakšne težave, ki niso povezane s covidom, ampak morda bi se lažje odkašljal, lahko poskusi. Skratka, to sem jaz naredila. Je pa potem seveda še zelo veliko drugih rab. Jaz se mi je nekoč, ko sem to delala, zdelo škoda potem vreč stran te prepojene vršičke, pa sem zlila gor 2 litra džina, pa sem dobila smrekov džin, ki sem ga, z veseljem bi ga prinesla zraven, ampak sem ga žal dala vodovodarju, ko mi je saniral svinčene cevi v kopalnici, tako da tega pač ne boste okusili. No, mogoče bi zdaj samo še to, pa zdaj zadnja beseda, nima veze s smolarjenjem, čeprav tu zadaj je smreka, ampak pred smreko pa vidite eno veliko mravljišče na Arepu na Pohorju. Torej pravi, tukaj bi pa pač omenila to drugo obliko nabiranja gozdnih produktov. Skratka, gre za nabiranje z zelo posebnim postopkom, ki je dokumentiran, teh mravljinčjih bub. To so počeli v poletnem času in te bube so potem posušili in jih prodajali farmacevtski industriji v Nemčiji, prodajali so jih tudi za recimo ptičjo pičo ali pa čisto tako nekim gospem iz mesta, ki so si bube zavezale.
zavezale v vrečko platneno in jo dale v banjo in se potem s temi posušenimi gubami namakale. Skratka, gre za to zdravilnost mravljinčje kisline. Ne? In to recimo o tem sem tudi pisala, ampak zdaj o tem ne bom govorila. Skratka, najbrž sem bila malo predolga, se opravičujem, ampak to sem vam želela povedati, da pač smola še ni popolnoma pozabljena in da ta renesansa oživljanja nekih starih nabiralniških praks je zelo v velikem razmahu in mislim, da glede na to, da smo tukaj zdaj zgodovinarji, zgodovinarke, gozdarji, etnologinja, nobenega medicinca sicer ali pa ne vem, skratka bi morda predlagala kakšno skupno raziskavo, namreč te zdravilne prakse smole, ki so izpričane v ljudski medicini, bi se lahko zdaj recimo konkretno uporabile pri nadgradnji v proizvodnji nekega farmacevtskega izdelka. To govorim zato, ker je recimo tudi ena medicinski med obstaja, recimo, ki ga delajo v Slovenj Gradcu, torej tam so čebeljaki, odkoda ta medicinski med izhaja, to sama pa iz tega medicinskega medu potem dela posebno mazilo za rane. In to mazilo, jaz sem ga testirala, je dejansko zelo učinkovito, uporabljajo ga tudi na infekcijski kliniki, recimo pri raznih preležaninah in tako naprej. Tako da v tem smislu jaz vidim, tako kot je prej kolega Cviter rekel, da se discipline lahko med seboj oplajajo, tudi jaz apeliram, da morda nekoč poskusimo kaj takega skupaj prijaviti ali na nacionalnem nivoju ali pa še širše. Hvala lepa.